Veselo, srečno in pa zdravo 2025 vam želi duo The Sweet Tech TV. Upam, da ste lepo praznovali v družbi najdražjih in da se niste preveč zredili čez praznike, čeprav če je bilo dobro za jesti, se morate valjda prigrešiti, se boste že čez let zmigali. Se še cel let pred nami. Tudi midva že migava z najnim prvim letošnjim videom, v kratkem prihajajo tudi nove epizode Gigabajta podcasta, kakšnega zanimivega gosta sva letos že imela, sigurno jih bo pa še več takih, tako da dajte naj jo spremljati še naprej. Tale najin prvi letošnji video bo sicer malo drugačen kot ponavad, ker sva si malo inspiracije vzela od Arona iz Mr. Who's the Bossa in njegovih videih o tehnoloških failih, tako da si poiskala svoje tehnološke faile, ki jih bova delila z vami in potegnila črto pod svalirano leto 2024. Prav ne, ni bilo to slabo, ampak verjamemo, da bo 2025 še boljše. Tako da dajmo pogledati najnih top 5 tehnoloških failov. Na petem mestu je Apple Vision Pro. Nikak, čeprav ne čist. Zdaj, zakaj tako prava? Ker je bil Vision Pro bolj kot ne Apple show, na katerem je pač pokazal svoje mišice, kaj Apple lahko naredi, če dejansko proba nekaj novega. Ni šlo pa dejansko za proizvod, ki je bil namenjen širšim množicam. Zdaj, no shit Sherlock, ko pa samo osnovna verzija z 256 GB v Evropi stane 4 ure, 1 terabajt pa kar 4 ure in pol. To pa je face drago in to celo napram drugim napravam, že bolj uveljavljenim tekmicam, kot so MetaQuest, Microsoft HoloLens in drugi AR/VR sistemi, ki imajo večji nabor aplikacij, so lažji za nošenje in še vsem cenejši. Kot in na predstavitvi, celo Apple fanboyi zavzdihnejo ob visoki ceni, pa res viš, da je zadeva draga. Apple pa tudi ni nikoli imel jasnega marketinga, na koga sploh to napravo cilja, niti je zunaj Amerike ni bilo lahko zadobiti. Je to igrača, orodje za produktivnost ali pa samo en ogromen beta tester. Ko so mi to gledala, sva se logično vprašala, če je bila to naprava narejena samo za youtuberje, da jo testirajo, ker razen njih in bogatih otrok jo zunaj v Ameriki ni noben skoraj nosil. Glih zaradi tega so se pojavile govorice, da ne bi Apple Vision Pro že nehal delati, da ne bi že začel delati na Vision Pro 2, ki naj bi bil cenovno bolj dostopen in lažji za nošenje, kar je super. Tako da upajmo, da so se iz tega faila kaj naučili in da jim to rata enkrat dejansko produkt, ki bo dejansko uporaben za širše množice. Na četrtem mestu je Microsoft Zune. Tukaj se bo verjetno kar ene par popraskali po glavu, kaj je tva star, pa ne samo naša generacija, ampak tudi tako, starejši, znanje. Res sva stara. Bom malo drugače obrnila. Večina vas pozna vsaj iPod, ki je bil predvajalnika glasbe, preden so se razbohotili pametni telefoni, ki so funkcijo telefona in predvajalnika glasbe združili v eno napravo. No, še predtem je na trgu leta 2001 dalje kraljeval Apple z iPodi, ki so jih imeli vsi. Pa če je bil to klasičen, mini, nano, shuffle ali pa tak. Če si imel iPoda, si bil the coolest. Spomnim se, ko mi je bil tisti, iPod nado nekaj najlepšega, kar smo imeli takrat, ampak se nisem mogel naštimati svojih staršev, da mi to kupijo, tako da škremo naprej. Leta 2006 je na oder stopil Bill Gates in predstavil Microsoft Zune. Glasbeni predvajalnik, ki ne bi bil Apple konkurenca, sicer ni izgledal toliko lep, saj je imel par asov v svojih rokavih. Brezžično izmenjevanje pesmi med napravami. Sliši se cool, ne? Konkurenca ne škoduje. No, Zune se nikoli ni prijel, ker je prišel na trg 5 let za iPodom, kar pomeni, da je imel ta veliko prednost in dominant na trgu. Kot drugo, Apple je pač vsem Apple, kar pomeni, da njegov ekosistem deluje tip-top. In iPodi ter iTunes so šli skupaj k ata na mamo, zadeva je preprosto delovala, ti si kupil muziko na iTunes, jo prenesel na iPod, vse skupaj je bilo lično, preprosto in je delovalo tako na Macih, kot na Windowsih. Microsoft je to probil rešiti z Zune Marketplaceom, sam ta niti približno ni bil toliko pregleden in preprost za uporabo kot iTunes, niti knjižnica muzike ni bila toliko široka kot pri njih. Pa tisto brezžično izmenjevanje muzike med napravami, ki jo je Microsoft toliko oglaševal, no, izkazalo se je, da ti lahko tako prenešeno muziko samo ene parkrat poslušaš in je to. Zadeva niti ni trajno ostala na naprav, ker pomeni, da je bila funkcija bolj kot ne kar neki. Microsoft Zune se ni niti naprav veliko globalno oglaševal, pa prodajali izven ameriškega trga, isto kot smo rekla tudi za Vision Pro. Niti oglaševalske kampanje niso bile toliko dobre, kot pa iPodih, kjer je Apple targetiral mlade prek recimo skupine YouTube. Do tehničnih težav v zvezi s strojno opremo sploh ne začenjala. Recimo leta 2008 so številne naprave prenehali delovati ob prehodu v novo leto zaradi tako imenovane Zune 30 Leap Year Bug, definitivno fail, ki je Microsoft stal več 100 milijonov, nekateri so ocenjujejo do par milijard evrov. Številka 3, Google+. Mark Zuckerberg je rekel, ne bo luč in lej. Leta 2004 je zaživel Facebook ali Facebook, kot je bil takrat poznan, družbeno omrežje, ki si ga moral imeti in ki je spremenil naš način komuniciranja, svet pa spremenil globalno vas na boljši in slabši način.
na slabši način prava, ker se je čez leta izkazalo, da ima Facebook tudi temne plati, kot je prodajanje osebnih podatkov oglaševalcem, ustvarjanje družbeno-političnih men v mehurčkastem vakuumu in posredno vplitanje v prirejanje ameriških volitev, kot je pokazala afera Cambridge Analytica, ki je že sama po sebi honorable mention na najnem seznamu. Ampak leta 2011 se to še noben ni zdel problem in takrat so bila družbena omrežja nekaj, kar si mogel ponuditi, če si bil velik player na trgu. Bilo je veliko poskusov, v Sloveniji celo Netlog, potem Second Life, MySpace, to PlayStation Home, ampak Facebook je bil kralj in nekdo bi fiks mogel poskusiti, ga se suta. Med drugim je to probal Google z Google Plusom, ki ne bi omogočil funkcije, kot so Circles za organizacijo stikov in Hangouts za videoklice, kar ne bi temu omrežju naredilo dodatno vrednost, ki je Facebook ni imel. Ime ratal, uganili ste. Zato je tle. Nijem, kakor ste doslej že verjetno dojeli pri Microsoft Zunu, pomeni pozen vstop na trg, velik handicap v primerjavi s tekmici, ki so že vzpostavili svoje znamke in že pridobili svoje zveste uporabnike. Facebook je imel takrat že kar 7 let naskoka pred Plusom, Twitter pa 5, pri čemer je Plus zahteval svoj delež tržne pogače in uporabnikom ponudil, da ta dva zamenjajo zanj. Zdaj to je velika prošnja in uporabniki jo niso uslišali. Glavno vprašanje vseh je namreč bilo, zakaj bi šel proč od Facebooka. Ta takrat še ni imel toliko negativne konotacije, kot jo ima danes, ko je praktično nujno zlo, zato folk niti ni videl potrebe po alternativi. Že Plus obljubljal funkcije, kot so Circles in Hangouts. Sam Google ni nikoli jasno sporočil, zakaj ne bi imeli te dve funkcije tako dodatno vrednost, da bi folk zapustil Facebook, niti jo ni znal oglaševati. Kukor ni znal narediti takega uporabniškega umestnika, bi se ga folk hitro navadil in osvojil. Mnogi so sicer prav kritizirali zasnovo Plusa kot preveč zapleteno, prav tako so kritizirali posiljevanje uporabnikov s tem, da si moral za vse druge Googlove integrirane storitve, naprimer Gmail ali pa komentiranje na YouTube videih, imeti odprt Google Plus račun. Ljudem se je tovrstna politika zamerila in rodila še večji odpor do tega novega omrežja. Kljub vsemu je Google Plus še nekako živel na live supportu, še nekaj let, recimo tam do 2018, ko je prišlo do vdora v sistem, s katerim so pač nepridipravi prišli do osebnih podatkov več 100,000 uporabnikov, pri čemer se je izkazalo, da je bil Plusov varnostni sistem izjemno pomanjkljiv. Poleg tega pa je tudi čas pokazal, da čeprav je imel Plus veliko registriranih uporabnikov, pa ni imel veliko aktivnih. Če zraven dodamo še močno konkurenco od prej omenjenih omrežij, ni čuden, da je Google storitev leta 2019 ukinil. In ne Google, nisva še upravila stalo. Že boš še malo počakati in se podružiti tle z nama, vsaj še par minut in verjemite, če bi hotela, bi lahko tukaj Google vesla tukaj enih naprav in storitev, da bi lahko komod naredila 5 videov, ker je podjetje poznano predvsem potem, da začne prodajati neko napravo ali pa storitev, potem pa kar skensnat naenkrat. Upava sam, da ne bodo tega naredili tudi za Pixel linijo telefonov, ker so komaj prišli v Slovenijo in jih malo ful rada, tako da Google prosim ne. Se spomnite Googlovih očal oziroma Google Glass, revolucionarnih AR očal, ki so bila predstavljena leta 2012 in so kar malo ponikla, se sedaj vprašali, se res, kaj pa se je z njimi zgodilo? No, Google jih je predstavil kot računalnik, ki ne bi ga imeli na očalih in s katerim bi izboljšali zaznavanje okolice z dodajanjem podatkov o tem, po kakšni poti iti do destinacije. Z njimi bi lahko zajemali fotke, snimali video, očala bi vam pokazali podatke o vremenu, lahko bi dostopali do interneta prek glasovanega ukazovanja. Recimo preko očal bi lahko vstopali v aplikacije s posebno drsno ploščico na strani, pa bi se premikali po sistemu. Kaj pa je fora, da je ta stvar propadla? Prvo, očala so bila res draga. Že 2014, ko so vam prišla, so stala jurja pa pol ameriških dolarjev, kar se danes sicer ne zdi nekaj posebnega. Takrat je bilo tako, kot da bi danes rekli za ceno Vision Proja. To so hkrati pomenili to, da ni bila masovno dostopna za širši trg, tako kot Vision Pro. Pa da še malo se naprej norca delava, tako kot Vision Pro, tudi glas niso bila estetsko najlepša in najbolj prikladna, ker so izgledala prevelika, z majhnim zaslončkom ob strani in prav videli se, da so namenjena bolj za neke geeke iz Silicijeve doline. In ne samo to, ker so očala snimala v real time, so se pojavili resni dvomi glede zasebnosti in snemanja brez soglasja mimoidočih. Poleg tega se je postavilo vprašanje, če očala ves čas snimajo zvočni video posnetke, zaradi česar bi lahko v končni fazi vohuna za uporabniki. Očala tudi niso imela še prave podpore za appe, zaradi česar se je folk upravičeno spraševal, zakaj bi zagonili toliko keša zanje, poleg tega pa avtonomija baterije ni bila najboljša, glede na to, da je bila naprava toliko mehna, plus tega baterije izpred 13 let še vse niso bile toliko napredne, kot so danes, predvsem pa energetsko učinkovite. Glede na vse to je Google opustil namero, da Glass ponudi širši publiki, tako da jih od leta 2015 dalje uporablja bolj kot ne v podjetjih za točno določene specifične namene, a zato ta očala še zmeraj niso bila najhujši fel, še vsem pa niso dosegla tistega hypa, zaradi katerega so bila oglaševanja. In na koncu, številka 1.
Theranos. Ja, verjetno vas bo veliko rekel, kako predvidljiv, sam je bi ga, če nekaj res slabo, je res slabo. In Theranos oziroma Elizabeth Holmes, ki je stala za tem skemom, je res primer pokvarjenosti, nategovanja in zločinske dejavnosti. Fora je v tem, da je sodobno analiziranje krvi ful drago in neučinkovito. Podjetje Theranos je že od leta 2003 na čelu s Holmesovo obljubljalo, da bo njihova tehnologija za testiranje krvi omogočala izvedbo različnih krvnih testov z le nekaj kapljicami krvi, ki jih lahko zberemo z običajnim odvzemom na prstu. Te teste naj bi se izvajali hiter, pocen in brez potrebe po dragih laboratorijskih analizah. Pula, ne? Ja, bil je samo en velik problem. Obljubljena tehnologija in nikoli zares delovala. Holmesova je vlagatelje, med njimi tudi medijski mogotac Rupert Murdoch, zavajala, kako daleč so z razvojem tehnologije pri Theranosu, da je pridobila čim več keša, pri čemer so načrtno prikrivali napake v povezavi z analizami, namesto da bi bili glede tega transparentni. Prav tako se je sčasoma izkazalo, da rezultati njihovih testov sploh niso tako natančni, kot so oglaševali, in da so včasih manj natančni klasične krvne analize, kar je predstavljalo resno nevarnost za zdravje javnosti. Ja, kar, ne? Dokler to ni prišlo v to javnost, je bila Holmesova na naslovnicah najrazličnejših znanstvenih revij predstavljena kot junakinja, ki bo pomagala rešiti zdravstveni sistem. Na koncu pa se je izkazalo, da je bila pač navadna prevarantka. Theranos so leta 2018 zaprli po dolgotrajni FBI preiskavi, Holmesovo pa leta 2022 napotili v zapor, kjer bo mogla presedeti 11 let in 3 mesece zapora ter izplačati za skoraj $500 milijarde odškodnine. Theranos je zato po najnemu mnenju upravičeno največji tech fail v zgodovini Silicijeve doline in si zasluži prvo mesto na najnem seznamu. No, kaj pa vi mislite? Se strinjate z najnim seznamom? Zapišite spodaj v komentarje. Evo, to je to za najem 1. januarski video, s katerim smo otvorili leto 2025. Še več jih bo prišlo ven skupaj s TikToki, Reelsi, Shortsi in Gigabajta podcasti, tako da ostanite z nama na vezi. Do danes se od vas poslavljamo in se vidimo v naslednjem videu. Čau!